Živijo folk, evo, po dolgem času sem ponovno tukaj z vami. Kakor vidite tukajle v ozadju, to je moja nova pisarna. No, malo heca na stran, sicer želim si, da bi kdaj pa imel v prihodnosti podobno pisarno oziroma prostor, kjer bi lahko snemal YouTube videe. Preden pa vam povem, zakaj ste vi tukaj danes tukaj, vam moram povedati, da seveda, pa kakor vidite, je to ozadje narejeno z umetno inteligenco. Okej, pa da grem zdaj k bistvu, zakaj ste vi sploh tukaj. Ja, jaz vam bom danes povedal, zakaj sem spremenil ime kanala, katere so te novosti, ki bodo sedaj prišle na vrsto na tem kanalu, in kakšni so plani za prihodnost. Torej, zakaj sem spremenil ime kanala? Spremenil sem ga zaradi tega, da bom čim bolj poenotil mojo prisotnost na vseh socialnih omrežjih z mojim imenom. Kajti menim, da vsaj to, kar vam ponujam, kar mislim ponujati v prihodnje, je moje ime kot brand, tisto, zaradi česar boste takoj vedeli, Marko Knez, okej, in me boste povezali s temi pa temi stvarmi. Kolikor bi imel kakšen drugačen ime, ne verjamem, da bi bilo lahko, da bi bila lahko ta osebna povezanost med tabo in mano lahko pristna, v kolikor bi imel neko drugo ime. Katere so te 3 novosti na kanalu, ki jih bom začel uvajati z jutrišnjim dnem, torej to je ponedeljek, tale video je bil posnet v nedeljo. Ta kanal se bo nanašal na 3 področja. Prvi je računalništvo. Na TikToku sem že posnel nekaj videov na to temo, saj sem si kupil nov računalnik, in ker je to zelo priljubljena tema, predvsem tudi med vami mladimi, menim, da je to zelo dober content, sploh pa tudi že zaradi tega, ker veliko mladih ne ve točno, kaj kupiti, kaj ne. Sam pa sem tak navdušenec nad računalniškimi stvarmi, redno spremljam novosti in namesto, da bi vi mogli gledati ure in ure teh raznih reviewov v tujini, v tujih jezikih, bom jaz to storil za vas, za tebe, in bom seveda vse podatke skupaj zbral, jih preštudiral in potem še podal kakšno moje mnenje glede na določeno stvar. Zakaj? Ja, jaz sem pristaš, da je dolgoročno najboljša varianta kupiti neko best buy varianto v tistem momentu, ko se odločiš za nakup. Drugo področje, ki ga bom pokrival, je seveda jecljanje. Jecljanje je del mene in tudi v bodoče se bodo našli nasveti, tudi kakšni videoposnetki iz trgovine, kjer bom šel v nakup, zaradi tega, da boste tudi videli, kako jaz v realnem življenju funkcioniram, da ni to samo takole pred kamero, ko se posnamem. Tretji del pa so moja razmišljanja o aktualnih temah ali o kakšni stvari, podatku, dogodku, ki se je zgodil že kar veliko časa nazaj in za katerega bom menil, da ga je vredno ponovno omeniti, ali pa, če ni na našem področju v Sloveniji, da ga dejansko jaz tudi prvi omenim. To naj bi bile nekje te 3 glavne novosti. V kolikor se bo kakšen podcast razvil ali pa bom bil kje gost, bo seveda to še dodatna kategorija podcasti, kjer boste lahko videli moj intervju. Da ne pozabim omeniti, pod računalništvo bodo seveda spadali tudi kakšni triki in nasveti, kar se tiče programov na samem računalniku, kajti tudi sam kdaj pa kdaj izvem tudi kakšno novost, za katero sploh nisem mislil, da obstaja. In seveda bom to svoje znanje posredoval naprej. Toliko zaenkrat, se vidimo v naslednjem videu.